Spoštovani prijatelji, prav prisrčno pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Danes bomo govorili z zelo znanim in cenjenim gostom, vremenoslovcem Martinom Breznikom. Iz Radizela. Ja. Gospod Martin, prav prisrčno pozdravljeni, smo zelo počaščeni, da ste z nami. Ja. Prosim, če se nam na kratko predstavite in nekaj poveste tudi o vašem rojstnem kraju. Ja, jaz sem pravzaprav Radizela doma. Tam je tekla zibeka moje nižne mladosti. Ja, in sem 62 leta, ker je tekla pobuda, da bi se zgradil eno skromno hišica. Moja hišica zelo skromna, to da meni je dragocena. To še Gregorčič je rekel, ta hiša nam je mati krušna, domov ju steber je častit, iz kmečkih hiš nam hrana dušna, iz kmečkih hiš omike svit. Se pravi, imate na lepem kraju hišico pod Pohorjem. Ja. Kako ste pa pravzaprav preživeli vaša otroška leta? Ta so bila verjetno malo bolj težja. Ja. Moja otroška leta so bila težka predvsem za tega, ko sem mladostnik, ko sem bil 16 let star, mogel zapustiti rodno grudo iz Slovenije in sem mogel iti v nemško vojsko. Ker režim je bil tako strog, če nisi ti oče dal tvoje nemško vojsko, bom požgali dom, vas pa postreljali. Takšni težki časi. Ja. Zato je Grmič lepo rekel, da je Rajni pokojno že, je rekel tako, da mi nismo šli v nemško vojsko za tega, ker je, da bi se Nemcem klanjali, temveč za tega smo šli, ker da bi hranili dom, rodno grudo, starše in sestre. Ja. Lepo, lepo. Vas kakšni posebni dogodki na ta otroška leta težka spominjajo, mogoče verjetno tudi ni bilo kruha pa teh dobrin. Samo opažam, da nimate materialnih dobrin, imate pa zelo velike duhovne dobrine. Jo, to je pa nekaj vredno. Je, ne? Se vprame, kada grem slučajno tja vpram, mi vedno reče, nimaš niti avtomobila, niti televizije, imaš pa zato 2 radija. Pa si duhovno bogat, bolj kot tisti, ki bi imel 10 avtomobilov. Lepo. Ja. Kako pa vi vidite te naravne zakone? Narava ima svoj ciklus, pomlad, poletje, jesen, zimo. Kako pa vi te naravne ritme gledate? To je čist naravnega, to je zaradi tega, ker naša zemeljska obla ima pot okrog sonca. In ko pride tisti dan Silvestro, je naša zemeljska obla napravila celo pot okrog sonca in gre po drugi poti. In se ona potem recimo nagiba tako, da se potem tam nek 90 stopinj maknemo, ker je da od 1. januarja pa do 1. aprila 90 stopinj, to je že obdobje, ko mora biti do zime. To je čisto, mora biti do pomladi. Mora biti do pomladi. No in potem se naša zemeljska obla še naprej obrača k soncu, tada potem pride do 24. pa 28. junija 180 stopinj k soncu, 190 stopinj. To je pa že ena taka točka, ko mora biti zima uničena in priti novo življenje pomlad. Vidim, da imate zelo dosti znanja, tako da bo kar prijetno v najni družbi, zato tudi gledalce vabim, da ostanete na televiziji Moj TV, da najnemo razgovorom, ki bo zelo plemenit in čudovit, v kar tudi verjamem, da kar ostanejo in naj prisluhnejo. Ja, gospod Martin, vas pravzaprav poznamo skoraj dobrih 60 let kot vremenoslovca, človeka, ki napoveduje vreme. Kako pravzaprav ste pričeli z tole napovedjo? Kje ste, čeprav vem, da tudi oče je bil tisti, ki vam je dal tiste prve male pobude, kjer smo imeli veliko sena za spravljati pa tak. Otroci smo šli vsi v gozd nabirati borovnice pa tak. In ko se videl, da se tam bliže navzorijo oblaki, pravi, prosim otroci, pridite domov, da pospravimo se, vse jutri pa lahko spet nabirate naprej. Ja. In takrat vam je oče tiste prve napotke dal? Prve napotke, seveda, potem sem jaz od 50. leta naprej postal redni član Prešernove družbe in tam sem potegnil največ. Kdor je od 50. leta pa do danes bil redni član Prešernove družbe, ve toliko kot vsak profesor. Pomeni, ve, kako je nastal svet in kako se je iz neživega razvilo živo in kako se je živo zbudila zavest. To so ogromni študiji. Ja. Vi ste že od vsega začetka bili povezani z naravo, pa ste naravo... Z literaturo Prešernove družbe. Tu sem se jaz zagrizel in sem rekel, dokaj bom živel, bom rad čital. Zdaj zadnji čas pa veliko čitam Trstenjaka.
Zdaj, kako pravzaprav vi napovedujete vreme, na kakšen način? Način je namreč tak, ne, sicer nimam reumatične obolenke, da tak, hvala Bogu za enkrat še ne, da bi potem rekel, ja, tu me nekaj trga po nogi, pa deš bom, ne. Temveč napovedujem po jutranji zarji. Če je jutranja zarja dobre 3 tedne, 14 dni, čisto siva, da niti trohico ni rdeča ujutro, da je zaoblačeno, zamreženo, ko gre sonce gor, pomeni, da bo nastopila suša. Ja, če je pa jutranja zarja, kako je bila tam nekje začetku, konc januarja pa začetku februarja, strahotno rdeča, ne, to pa pomeni, da prišla zima in slabo vreme, cel februar in nas bo hudo prizadela. Ljudje bojo hudo bolani, ker sneko bojo radi prihajali in prosili lekarne, dajte nam zdravila, da ozdravimo. Kakšno vreme boste napovedali za letošnjo poletje oziroma jesen, zimo? Zelo me veseli, da tudi to vprašaš. Letos je pričakovati, da bo dosti boljše kot lani. Dosti boljše kot lani, ker bo se pogosto krat k nam prihajal azorski anticiklon. No in potem bo še vprašal, kako je pa kaj s tem dežjem, ali bo mogoče kriza zaradi dežja. No, ena majhna kriza zaradi dežja bo mogoče v drugi polovici majnega. To bo trajalo da kakaj dobrih 10 dni, 10 pa 14 dni bo zelo malo dežja. Vročina, toplota, temperature bojo pa kar visoke. Aha, to se pravi bo... Po 1. juniju pa lahko potem pričakujemo, pa cel juli, vsakih 10 dni, kada je pričakovati dež. Samo teh 10 dni, kada ne, pa lahko pričakujemo, kada zelo vroče, pa visoke temperature. Visoke temperature. Ja, tisti dež, kada, ki je pa prišel vsake 10 dni, bo včasih prišel celo na nedeljo večer. Tada bo trajal celo noč, nedeljo večer, včasih tudi soboto večer, in bo trajal do jutra. Do jutra, ujutro, ko pa se ljudje gre na delo, pa že počasi izboljšanje. Izboljšanje? Ja. Kaj pa za jesen pravite? Tu še mislim povedati, kaj se tiče same toče kot take. Bo letos to zelo malo, ker bo tropski zrak pri nas, tam majnega pa junija zelo močno otoplil ozračje, segrel ozračje. In ko bo to ozračje segreto, ni se treba bati, da je potem od severne Evrope prišel potem hladni val, ki bo povzročal ledišče v oblaki. To je dobra napoved. Ja, tako da se ni treba tako hudo bati. Lani smo imeli to, kar smo lani, je bila pri nas pogosta tako zvana atlantska in sredozemska cirkulacija. Ta je tudi pri nas malo, zdaj trenutno. Samo ta je tako malenkostna, da sploh ni. Zakaj, ko tam prihaja suh zrak in to ozračje in ti oblaki zginjajo. Zakaj pa zginjajo? Zato, ker je zrak suh. Spoštovani gledalci in gledalke, slišali ste zelo obetavno napoved in mislim, če bo... No, zdaj še boš pa vprašal, kaj bo jesen. Tudi jesen, tam septembra pa oktobra bo zelo lepo. Veliko poslabše vremena pa pride od tako zvanega 26. novembra naprej. Tam bo pa res skozi Sesvetnike, skozi dneva Vrtve, da zelo slabo vreme. Kaj bi ti še povedal, ker smo ravno govorili, Dan mrtvih pesmico? Ja, pa kaj daj. Povedati je. Dan mrtvih je zares turoben dan, gorječe vera se v življenje ruši. Kaj toliko mrače človeku duši, da še srečnejši taki v grobu pokopan. Spokojno spi tam tihi temni ruši, ne od življenjskih upov več izdan. Mu nišče več ne zadaja srčih ran, brez bolečin telo se tam temni zemi kruši. Pravi, če mu siplem na grob zdaj cvetje, stotili mi nismo njegove duše krepeneče, ko njegovega plemenitega moškega srca ali ženskega srca preslišali smo razotetje. To lepo, kaj sujemo cvetje na grob, pa svečke prižigamo. Samo takrat, ko je on živel kot pesnik, slutili mi nismo njegove duše krepeneče, njegovega plemenitega pesniškega srca, moškega srca, smo kar preslišali razotetje. Ena kitica še je, privoščili mu nismo tople sreče, še niti takrat ne, ko je pel srčnih, milih pesmi petje, saj je hrepenel on po soncu kopaneče.
Čudovito. Imel je tisto moško srce, kako Gregorčič, Prešern, pa tudi Dragotin Kete, pa Josip Stritar, ne, hrepenil je pa po soncu hrepeneče. Lepo, čeprav imamo še o vašem pesniškem daru. Ja, zdaj še nekaj tu naprej, pozneje. drugače prej pridemo von, ja, ti kar povej. Kaj pa menite, kakšna bo pa zima? Bo precej huda, dosti ali bo nekaj poprečnega? Za zimo je tak, zima se še ne bo takoj začela, recimo tako hitro, da bi se 1. decembra zima začela, bo se pa začela točno, kada 8 dni pred Silvestrom. Potem bo zopet malo popustila in bo prvi 10 dni januarja, pa 10, pa 20 dni januarja bo južno vreme. Za cvečnico bo pritisnil mraz in bo februarja zopet hudo mrzlo. Mrzlo in zelo vetrovno, ker se bo k nam takrat ponovno tistega februarja drugo leto spuščali arktični polarni vetrovi. Te arktični polarni vetrovi so nevarni, če dolgo pihajo pa vržejo na sebe snega, so tako močni, da lahko pride k 54 leta, ko sem jaz hodil v službo, je bilo 24 stopinj pod ničlo. Ja, to je bilo hudo. Zelo mora takrat tudi drevesa Ja, mi pokajo. smo, veš kaj, dragi prijatelj, mi smo ob 8 začeli delo, ker so nam toliko vzeli, vsake drava se je znižala. Toliko vzeli in smo potem dali še nam kume toliko ob 8, ne, in smo delali do 4 popoldne. 4 popoldne nam je pa oni vlak odšel proti Počanam, smo mogli pri Jožefem mosti dol čez celi Maribor, pa smo ljudje, večer še ti delovni ljudje, ki smo bili na tej progi doma, da večer še ujeli Ljubljančana. Vlak, ja. Dobro. In to je trajalo cel dragi februar. Ko pa februar minil, pa smo imeli potem tok normalno. Spoštovani gledalci, vsega tudi ne bomo izdala, nekaj skrivnosti še mora ostati glede vremena. Jo, ti kar povej, ja. Če se pogledamo na te vetrove, kaj nam prinaša na primer severni veter, južni veter, vzhodni, zahodni, vi imate v tem zelo bogate izkušnje. Ta, ki danes piha, je pravzaprav južni veter. Južni veter, ta nam bo prinesel, kada jutri po noči zopet neke padavine. Zdaj pa koliko bo teh padavin, bo zelo malo. Recimo, zakaj bo malo? Ker prejšnji prejšnji anticiklon, ki je bil pri nas 4-5 dni, pa koliko je bil, kada je bil zelo suh. In ta je osušil ozračje. To me koliko bo je lahko pripiše do kakih padavin, nobenih naliv ne bo, temveč samo malo rosinje. To se pravi, če piha južni veter, Takrat imaš prav, tiskrat, ko si bil pri meni prejšnjo soboto, takrat so pihali pravi jugozapadni atlantski tokovi. In ti so k nam prinesli ta dež, ki je zdaj bil. Ja. Če pa pihajo pri nas severni vetrovi, to je tako zvani anticiklonski tokovi, takrat pa lahko pričakujemo sušo. Tisto je pa znak, da sončni vzhod suh. Ne, mislim, če je sončni vzhod popolnoma siv, čisto siv, tako je to, ne, dobre 3 tedne, je znak, da gre zadaj potem anticiklonska fronta in sončni suhi dnevi. Gospod Martin, ali vi spoštujete ljudi, ki delajo na Hidrometeorološkem zavodu, po novem se imenuje Agencija Republike Slovenije za okolje, te vremenoslovce? Ja, veš, kaj prijatelj, zelo jih cenim, zelo spoštujem. Zelo, ker vidite, monahi mogoče ne živi več, edino Trontl, ki še živi, samo vsi smo ostareli, ker sem jaz tudi med njimi, ker je da pa tak, ne. In sem zelo vesel, da so tam zaposleni mladi ljudje, ki nadaljujejo dragoceno poslanstvo vremenske napovedi. Jaz sem pravzaprav zelo hvaležen, visoko cenim in komaj čakam cel dan, da večer potem slišimo vremensko napoved. Svojim plemenitim moškim srcem se maksimalno trudijo, da mi potem obveščani, da dobimo vremensko napoved. Ujutro, posebno pa to večer. Oni se trudijo. Dajmo ceniti njihov trud. Dajmo ceniti tudi stanove drugih ljudi. Ne samo gledati, jaz imam izobrazbo, ne drugi. Drugi so enakega spoštovanja vredni kakor mi. Spoštujmo in cenimo stanove vseh ljudi, ki delajo dobrobit naše družbe, preko se bomo spoštovani in ljubi tudi mi. Zelo plemenite misli ste podali. Ja. Bi pa še imel eno svoje osebno vprašanje. Kdaj ste pravzaprav pričeli napovedovati vreme? Kje je bilo to prvič? Verjetno nekje, ko ste služili Vojake, ja. Dole v Bosni. V katerem mestu pa ste služili? Banja Luki. Banja Luki. Ja.
Katerega leta je to bilo? To je bilo 1950 leta, pa veš, da sem že star, takrat sem bil mladenič, takrat smo peli fantje pesmi, delaj, delaj, dekle puščaj. Samo tista mlada leta se ne bo nikoli več vrnila, ostal je pa le spomin. Imel sem pa zelo dobre starše, ker da takrat, ko sem bil prvojaki, takrat sem bil gor v Nemčiji prvojaki, so me stalno pošiljali pušte. Rekli, dragi sinko Martinček, ne kloni, enkrat prišla ura, ko si prišel domov in ko sem jaz prišel domov, se na Jesenicah, ko je bilo veliko snega, rekel, domovina mati ljubljena, leti si kako zdravje. Lepo, lepo. Oče so me objeli krok in krok pasa, mati pa tudi poljubili. Tinček je prišel iz daljnih krajev. Jaz vidim, da vi svoja leta kar skrivate, oziroma da niste vi stari, vi ste še vedno mladi po srcu. To s tem mojim mnenjem se verjetno strinjate, ne? Ja. Veste, zakaj je to? To je zaradi tega, ker strašansko veliko dajem na zdravilne čaje. Ja. Meni bi bilo težko, če bi lekarni ne bi prodajali te zdravil. Bi se razjokal, ker tako se pa trudi. Naša lekarne v Mariboru se trudijo nabaviti čim več zdravilnih čajev. Aha. Ja. Se pravi, čaj je dober. Čaj je dober. Čaj je dober, slučajno, če se k meni pojavi grozna zgaga, v želodcu, grozna zgaga in da velika nevarnost, da bi lahko ne odsaj bruhal. Ni problema, vzamem 2 kozarca čaja in to zgine kot kaper. Čaj je dragocen in čaj, če ga dosti zaužijemo, pomnaja tudi. Aha, zato ste tak mlad. Ja. Malo se šalim, malo pa tudi res. Ja, ja. Je to res, da ste vi, ko ste bili v vojski, takrat napovedali vreme, kakšno bo oficirju? Tu ja, tam gor v Nemčiji, ne, v Nemčiji gore ne. V Nemčiji tu pa ja. Tu pa ja. Tu pa ja. On je rekel, Martin, kaže nam kako će biti vreme, po srpski, neke Bosanci so naseljeni Srbi, ne. Ja, jaz sem pa rekel, da sutra će biti lijepo, tako da ćemo imeti lepi dan, da bomo imeli lep dan na volitvah. Imamo izbore. On je rekel, Martin, kako će biti vreme, sutra imamo izbore. Ima potem pohvalen, 4 mesece zaporedom je bil 2 porcije, 2 obroka hrane. Lepo, lepo. Spravi je znal ceniti. Ja, ja. Moram povedati našim gledalcem, da ste pravzaprav 40 let delali v tovarni Boris Kilič v Mariboru. Na to tovarno imate verjetno tudi dobre spomine. Lepe spomine. 40 let sem jaz tanke govoril vremeno, samo to je meni bil hobi. Jaz mogel fizično delati, če sem hotel zaslužiti. Ja, od kraja je bilo to demontaža tovornih vagonov, potem je bilo čiščenje koles in pozneje sem pa delal potem v orodjarni. Čiščenje vagonskih koles. Nekaj tam tiskati so šli skozi čez tunel je šel vlak in so saje je vrglo dol in tiste saje so se prejele na kolesa dol in tiste je bilo treba čistiti. S čim ste pa čistili? To so pa posebna orodja. A posebna? To verjetno gre malo težje dol, ne? Ja, težje gre, treba je bilo. Samo luštno je pa bilo za tega, ker je bilo tam delo pod strehi, in sem vsako leto dobil 2 ibercuga, 2 delovni obliki. Vidim, da ste zelo skromni, pa bogat v duhu. Kako pa pravzaprav sonce vpliva na vreme, sončne pege? Verjetno tudi nekaj, ne? Ja. Tu še mislim o soncu povedati. Sonce je pravzaprav, ko vidimo, da pa ta sonce je pravzaprav vroča zvezda človeških dni. Ona je 1.500.000 krat večja od naše zemlje. To ima 1.500.000 takih svetov, kot je Luna, samo Luna manjša, položili gor, da bi bil ta prostor izpolnjen. To je nekaj velika gmota, ne? Ja, velika gmota, velika vroča zvezda človeških dni je. No in potem zdaj si vprašal vprašanje, kako vplivajo pege. Jaz sem včeraj gledal gor in nisem videl, da prihajamo obdobje bolj mirnega sonca. Nisem videl nobene pege. Jaz sem pa povedal študijsko, kaj pa so pege. Ena pega na soncu je prav tako močna, kot da bi 300 atomskih bomb eksplodila tu na Zemlji. A je toliko močno? Ja. In zaradi tiste pege, se naše ozračje moteno, ker se lahko povzroča grozno vročino, velike nalive, poplave,
in potem tudi razne požare. Ja. Tome, ko sonce sije, se dogaja pri nas veliki fizikalni procesi. Procesi, ki se rastline razvijajo. Ker za vsako rastlino, ko sem ti v avtu povedal, je potreben kisik, vodik in heli. To so trije dragoceni faktori, iz katerih se rastline lahko razvijajo. Spomladi se gleda gruškico, ko je mala, strašno majhna je to, pa kdaj bo to? A vendar do jeseni gruška postane debela, groz pa tudi bogat. Ja. Lepo, lepo. Kaj menite, kaj bo z zemljo? Menite, da se bo stanje izboljšalo ali bodo morali ljudje spremeniti zavest, da bodo začeli paziti na vodo, na hrano, da ne bodo odpadke pa pline pošiljali? Ja, to bi bilo tudi dobro. Ja, to je tudi dobro. Ja, vendar pa jaz, kot sem ti v moji hiši povedal, da redko, če kdo kuri ogenj, da bi ta ogenj, ki se osnažuje prostor, prišel 4000 metrov visoko in da bi potem tam nekje zakril sonce. To je malo verjetno. Ja, to ni krivo ravno človeška roka, krivo je pa za tega, ker se na soncu nekaj dogaja. Lahko pa verjameš. Ja. Zelo lepo. Ja, lahko pa verjameš, tako je, ker anticiklonski vetrovi kot taki, če bi vedno pihali, bi bili tisti dragoceni vetrovi, takšni kot je danes, ki bi uničevali potem izotope materije, tisti prah, tisti dim, ki ga proizvajajo in ga potem pritisne k tlom. Ste vi imeli kakšne zveze danes gori z vremenom, da je takšno lepo vreme, ali ste ga znali napovedati, kdaj bomo šla v oddajo, da bo takšno lepo vreme? Malo sem skeptičen. Ja, nič hudega. Če bi nekdo, vse prvojake so mi tudi čas, da je prvojake tovarni, je marsikdo rekel, daj nam boš naredil sneg, snega nimamo. Potem smo imeli enega urodnega inženirja, ki je sneg padel glih pred Božičem. On me je pišel kibica za šalo. Je rekel, Martin, z tega srca, sam mladina po Sloveniji te lahko ni izmerno hvaležna, da si glih pred Božičem sneg naredil. To je taka šala. Sneg in toča se ne da napraviti, to je delo narave. To je delo narave. Treba čakati ta čas, ko fizikalni pogoji za padavine dozorijo. Ker za sneg mora biti isti fizikalni pogoji dani, kakor je za dež. Samo razlika od tem, ko k nam prihaja zračne vlažne gmote in ko te zračne vlažne prihaja k nam, se proti zmrznejo zaradi nizkih temperatur. Ki skoraj 1000 metrov visoko, da je 4000 metrov visoko, se ti vremenski procesi dogajajo. In če tam pride do nizkih temperatur, te pač imamo sneg. Če pa še pride dole nizka temperatura, 4 stopinje pod ničlo, pa bo tudi tukaj se sneg zdržal. To pa samo zopet takrat, dokler so dane fizikalne pogoje za njegov obstoj, ko pa pride druga polovica aprila, pa marca, pa niso več dane fizikalne pogoje, ker je temperatura večja in takrat sneg izgine. Zato rečem, sneg za to leto to je že vzel. Ja, lepo. Verjetno vas je zelo pritegnilo tole napovedovanje vremena. Tudi verjetno vsak dan opazujete naravo, veter, sončno zarjo, vzhod, zahod. Vsak dan. Ujutro se vstanem toliko prej, ko sonce shaja. Dan sem se tudi vstal. Prej, 1 uro prej, ko sonce shaja, in ko sonce shaja, je tisti čas pri shajanju sonca, treba biti po konci, treba opazovati. Ja, lahko v hiši nekaj delaš, lahko nekaj, samo skozi okno je treba gledati, kaj se dogaja z sončnim shodom. Zato vedno pravim, če je sonce čisto sivko, kot je danes jutro, in da to traja že 4 tedne, lahko pričakujemo sušo pa vročino. Če je pa rdeč, ker je tako je bil tam nekje začel po svečnici, je pa znak februarja poslabšen, tiste zdaj mimo. Vidim, da zelo dobro poznate vse te stvari. Moje znanje, jaz sem amater, nekaj pa je. Časi amaterji vejo več kot oni. Rečem pa, moje znanje napram njim na meteorološkem študiju skromno. Vendar pa ceni, koliko se svojim plemenitim moškim srcem vsak dan trudijo, da mi dobimo vremensko napoved. Lepo, lepo. Čeprav bi še dala o tem vremenu veliko lahko govorila, pa mislim, da je prav
da tudi povemo, vi ste pravzaprav tudi en velik ljudski pesnik in pevec. In, to me za ta vremensko dogajanja v našem zimskem zračju v klipu je sonce. Sonce omogoča, da se vsak dan ogromne tone vode dvigne v zrak, voda se ne more dvigniti v zrak, da se ustvarjajo frontalni sistemi in vetrovi potem pomikajo naprej. Samo teh frontalnih sistemov, teh zračnih gmotah mora priti do nekih fizikalnih procesov. Kaj to me? Mora priti, da se vlaga v te kondenzira. Če se vlaga ne kondenzira, ostane suho oblačno cel dan. Če se pa vlaga že kondenzira, ker je da gore, da sta dve fronti, topla in hladna fronta, pa pomeni takrat, če pa deš pol. Takrat pa pol deš. Ja, da malo znanstveno temačo. Ja, lepo. Ja. Kdo vas je pravzaprav navdušil, da ste začeli zbirati pesmi, oziroma da ste začutili to srčnost do petja? Ja. Najrejše prebiram Gregorčiča, Prešerna tudi. To me je Gregorčiče in Prešernove, pa Dragotin Kete, pa Josip Stritar, pa tak. To so pravzaprav naša žlahtna umetnina. Tam je napisano vse notke, pa tudi Martin Slomšek je da. Tam je napisano vse not, kaj je v tistih časih velevalo njihovo čudovito, plemenito in pošteno moško srce. Tako je, da malo vse pohvalim. Vi nam zdaj našim cenjenim gledalcem, ki so najboljši, zapovedali kakšno pesem, naprimer naša pesem, če bi jo recitirali, boste? Seveda. Mi smo zdaj ta teden po radi slišali, da bo tam nekje naša pesem, ker je da pa tak. Samo tisto, kaj bi oni imeli in kaj so imeli dan, zelo pozdravljam, ker to veliko ta pesem omogoča, da se mladina kot taka marsikaj nauči. Da bom jaz moje povedal. Pravi, šume, rude, žitna polja, pesem, ki naj previva nam srce. Domovina naša je bogata, kruha bo dovolj za vse. Pravi, ljubezen, vera, up naš dragi, naj troši našne teme bo. Privedlo nas bo k slavni zmagi, zatrlo nas bo vsako zlo. To pravi, pesmi o ljubezni, ljubezenske narodne pesmi, naj se zlije ljudstva našega se kri. To me slekerno človeško dušo naj pridajo. Pesmi ljubezni, naj se zlijo ljudstva našega se kri. Čvrsta vera, up naš zlati, med nami srečo naj rodi. Lepo. Ja. Potem pa še ena pesem, Zakon prirode, ne? Ja. Boste tudi to? To, ki se letni časi menjavajo, to je zakon prirode. Zakon prirode mislim tu povedati. Pravi, razcveta nam letom za letom se cvetje, glej, letom za letom dozoreva nam sad, odpade letom za letom vse listje, prihaja zima, za njo pa zopet cvetoča pomlad. Pravi, priroda se spreminja, priroda se vrača, vsako leto po hudi zimi, k novemu življenju, kako tudi letos. Priroda se spreminja, priroda se vrača, le človek nikdar več se ne vrne nazaj. Mu bajtica nizka, visoka palača, gomila mu tiha, ta zadnji bo raj. No in kaj pravi naprej? Le človek, ki daje dobro od sebe, to so pesniki, peroki, pa tudi drugi dobrotniki. Človek, ki daje dobro od sebe, med nami v duhu večno živi. Le grobo telo mu v zemljo zagrebe, da srce bolečine se večje trpi. Še ena kitica je, priroda se spreminja, priroda se vrača. Priroda naša najlepša je slav, te narava, ne? Le svet kriviči, te kruto poplača, za dobro te pahno, prezgodno propast. Vidim, da zelo veliko uporabljate teh pozitivnih moralnih vrednot, tistih pozitivnih stvari. Ja. Komu ste pa namenili tole pesem, Prijateljev slovo? Prijateljev slovo sem namenjen, ker je da tvojemu starejšemu učitelju, ki je dolg časa bil učitelj. Ja. Boste povedali? Tisto gre tako, ja. Kje si naš dragi striček Tone? Zares striček sem si bil tovariš prave si. Nikdar srce tako pozabo ne zatone, v srcih naših v duhu kar naprej živi. Pravi, umetnik pravi bil si kot učitelj, se le redko kdo tako je znanje dati znal. Zares si ti tudi plemeniti bil vzgojitelj, so svojo dušo si mladini naši dal. Ja pravi, o dragi striček, ni te več med nami, se sozno danes, marsikomu je oko. Zakaj se tvoje srce veče zdrami, da kar tiho ti od nas izvzel slovo?
Lepo, In še ena kitica je, počivaj tukaj domačih rodnih grudi, se naš Maribor te bil je ljubi drugi dom, te vezano na tvoj učiteljski poklic, se 100 mi je čudi, 100 znancev in prijateljev, lej. In ko zapustil si svoj učiteljski poklic, da si šel v penzijo, to bil je zate zlom. Kaj še zadnja, ki pa pravi, srce se tvoje mrtvo je vrnilo, ko šel potem dol na Dolenjsko, srce se tvoje mrtvo je vrnilo, da spalo tukaj bo svoj tihi sen. Naprej živelo med nami bo z nevidno silo, ostal na tebe, častni bo spomin. Lepo. Vidim, da imate zelo močen čut, ta narodni čut do domovine. Ja, imate tudi eno pesem, Draga vas domača, bi še to povedali? Ja, to je pa tam, ko ste pri meni bil. Draga vas domača, pravi svetim bujnim okrašena, za zlatim sončkom pozlačena, vasica mi ležiš. O draga vas domača, najlepše se mi zdiš. Nedaleč tam pod Pohemi hišica bila, prej sem na gore stanoval. Moja draga hiša, domek mojega srca. Detinstva nežna leta sem preživel tod, ko smo se odselili, kako težek bi odhod. Kome 4 leta me bilo tedaj, ko sem zapustil svoj mali skromni raj, ki sem si tu zgradil hiško. Ja, lepo. Še ena kitica je, ker je da, o draga vas ljubeče, radijska vas, spomin o trajnem si ti ver čiste davne sreče, detinstva prve dni. Ja. Čudovito. Potem imate še eno pesem, Triglav moj, ne? Ja. Bi še tole povedali? Jo, seveda lahko. Ko smo gori imeli na Kozjanskem radijsko delavnico, tam sem tudi povedal. Pravi, o Triglav moj iz sive megle stajaš, ne vestim pa je čalon, ves zdi se mi zavid, šlager, ne. Me čvrsti upi, vsega ti navdajaš, ko sonče zarje te obseva svit. Pravi, Osojsko jezero, se bisano leskeče, pri srčice smekljajem ti smeklja. S teboj želi, si tihe tople sreče, razklenimo globino svojega srca. Pravi, ti velikan, vseh naših si gora, čuj ti duše moje krepenenje, le domovina zame je življenje, saj preliv, jaz mnogo sem solza. Ena kitica še je, če kdo mi nudi bi bogatstvo vsega sveta, domovina, le edino tebi služim. S teboj le svoja čustva družim, se ljubim te iz duše tvoje dna. Lepo. Ja. Ker smo v tem spomladnem času, bi še eno pomladansko pomladi nihče ni. Nihče ni. Ja. To me, ko gledamo tam začetku marca, pomladi nihče ni. Od 20. marca pa do 20. Od 20. februarja pa do 20. marca, tu še ni pomladi. Tu je predpomladno obdobje, vendar že ptički pojejo, ni še pa pravi pomladi. Zato sem rekel, v vezi s tem bom povedal pesem, pomladi ni še ni. Pravi, pomlad je tu, a vendar čutim, je še ni. V tožnem mojem srcu pa še vedno je nemirno polje kri. Čeprav že ptičice veselo nam pojo, recimo tam nekje v začetku marca že ptičice veselo pojo, ni še pa prave pomladi. Čeprav že ptičice veselo nam pojo, pomladi ni še ni, ker rožice se še ne cveto. In kaj pravi potem naprej? Kot drevje in cvetje se bo delo beli cvet, takrat pomlad bo tu takrat bo lep na svet. Takrat zabriskalo še naše bo srce, to bo pa 1. maj, zares pomlad je tu pomlad. Pozabljeno takrat bo vse gorje. Lepo. To me je pozabljeno bo vse gorje, ki smo ga po zimi prostali zadaj snižnih viharjev in ki smo mogli pluge vleči in ki nas je strašansko ziblo. Vidim, da imate tudi radi Pohorje, ste tudi napisali oziroma nam povedali eno pesem Pohorskega bataljona. Ja. Te pa dajte. Lepo je to. Poglejte, minulo je že več kot 60 let, odkar je pravzaprav izkrvavel Pohorski bataljon. Jaz sem sam bil gore, ko so bile radijske delavnice v Šmartnu na Pohorju in so me solze prelile, ker so tam kolegi šli poleg mene z avtobusom tja, da pa čist on tja, da jim ne sme iti. Potem smo šli še potem dobre 4 ure peš po gozdu. Ja. No in ko sem povedal to pesem, so vsi tisti, ki so z mano šli z avtobusa gledati na Sankercev spomenik, so nekateri, da solze pretakali. Prav lepo je to. Zdaj pa te dačemo.
So zopet take, to so starejši ljudje, ki so spominjali tisti dni, ki marsikatere matere kot take so v tisti časi, kada čas okupacije, zgubili tudi svoje može. Ja. No, tam se začne tako. Šark heroj, oče Pohorski, Sokolov, sinov in hčera. Iz oči sijala je sen svobode, svetla zarja vsa. Zapustili svoje toploste ognišče, te braniti šli, svoje drage zemlje ste prgišče. Ja, moram priznati. Še gre naprej, ja. Te pa ga dajte. Še gre naprej. Pred ramo vas takrat ogrožene je domovine krik, to je bilo 43 leta. Sledili ste mu pravega in plemenitega človekov lik. Borili ste se kako levi v zadnjem svojem boju. Ljubezni darovali ste svoje lastno življenje svobodne domovinskem soju. Pravi, čeprav za našo prelepo, mlado, samostojno slovensko domovino se tvojo čisto kri prelili, vendar ne počivaj vaša trupla v tihi njej gomili mili. Ker ste jih pelali gor v grad, pa tam ustreljali, ja. V tihi njej gomili, ker brezčutni sovragi, to me sovražniki, vam tega še niso pustili, da bi svoje rodni zemlje spali. No in potem pravi, čuj, Šark, kraj naših čarobnih temnih pohodskih gozdov, čeprav med nami vaših ni grobov. Vaš herojski duh med nami večno naživi, se našo prelepo slovensko zemljo je prepojila vaša čista kri. No, še naprej pravi, ne niste mrtvi, trajno v nas živelo vaše boživljenje. Iz roda v rod podedovati hočemo mimo junaško to stremljenje. Ja, zares junaštvo med prvaki, ste bili prvaki, si pogumno smrt ste zrli. Še v zadnjem vzdihu niso vaši svetlik upostrli, svobode čisti duh nad nami danes blagodejno plava, heroji našega slavnega pokojna, večna vam gre slava. Moram priznati, verjetno tudi naši gledalci še nekateri prvič te pesmi slišijo in so res enkratne in bo to en zelo dragocen arhiv, ki bo ostal. Lep arhiv bo. In kdaj se bo ta arhiv enkrat tam pred 1. majom, lahko ga vekrat tada te imeli. Zdaj pa lahko še naprej vprašam. Ja, bi še kaj zapeli, ker vidim, da je zelo dost veste in bi še kakšno pesem zapeli, da pridem pred čudovit svet je v grapi črni. Boste jo zapeli? Ja. Te pa dajte, no. Boste? Ja, seveda lahko. To, da malo oplahnete grlo. Aha. Prečuden cvet je v grapi črni. Torej, sem jaz, tu vam odkrito povem, doma tam, kjer gre cesta mimo, in od ceste gor v gozdu, ker je grob Tajcev. In vedno rečem, da tisti ljudje, ki imajo tam hiše, boste ponosni, ker prebivate v tem kraju, ki je ulica Tajcev. Neko tu so pod okupациjo okroglo, 43 leta, premenuli, najboljši sinovi slovenskega naroda. Ponosni boste, da ste člani, da ste vačani te lepe ulice Tajcev. Ja, v vezi s tem sem jaz rekel, da bom tem, kaj sem zapel pesem Prečuden cvet je v grapi črni. Ko jaz sem gor v gozd in gledam tja, ki je 25 Tajcev pokopani, me čutim potrebo zapiskati ali pa zapeto pesem. Boste zapeli? Ja. Boste začeli? Torej, začnimo. Prečuden cvet je v grapi črni, kjer naš partizan tam mirno spi, spokojno spi. Pleto se v glajni venec strni, nad njim oblak od luč gori. Se ponavlja. Pleto se v žajni venec strni, nad njim oblak od luč gori. Zemljico rodno glej višave, ožarjene v sonči dan, na grobu cvetne smrtne slave, doslej na naših tleh ne znam. Še ne ponavljam. Zemljico rodno glej višave, ožarjene v sončni dan, na grobu cvetne smrtne slave, doslej na naših tleh ne znam. Še gre naprej. Zaliva luč ga večno mlada,
studenec novega sveta. Je solze posušila nada, skozi smrt življenje potpelja. Se ponavlja. Je solze posušila nada, skozi smrt življenje potpelja. Ena kitica še je. Predsuden cvet je v grapi črni, cvet iz globokih korenin. Na njim odmeva glas srebrni, premagal smrt, je mlad trpin. Kada tata zame mi pride solze oči, ko gledam tja. Je zelo lepo, je. To pa še ponavno, da ne bo tam spackano. Pravi, zares čuden cvet je v grapi črni, cvet iz globokih korenin. Nad njim odmeva glas srebrni, premagal smrt, je mlad trpin. Lepo. Čudovito. Ja, Čestitam. Ja. Kljub zelo dober glas, kljub pravim, dosti stvari ne rabite iti imeti Siro napis. pa nimam več, drugače mu ujutro mogo sirati, sem se pa kar, ko sem tam sodil, s tem pomagal. Vse prav tako. Bi še nam eno pesem zapeli slovensko dekle. Slovensko dekle, to pa lahko. To pa rad, ne? Da. Ste ponosni na slovenske žene, matere, ki držijo tri vogale v marsikateri gospodinstva, ne? Ja. Te pa dajmo. Žene naše žene, matere kot take, da ni nič, njihovo poslanstvo, ni nič, bo temi dragoceno je. Še bi zdaj to prvo tisto povedal, ker sem Kučan poslušal dol v Slovenski Bistrici. Kar dajte. Radijsko delavnico. Te pa kar dajte. Tam pravi zibeke pa do groba sladka trpka, žalostna vesela, žene matere slovenske doba. Med naše slavne partizanske borce si se takrat v bojnih dneh med okupacijo s ponosom vrstila, svobodo nam si sebi priborila. S tvoje krvjo se naš rod je pomnožil, da dom svobodni je lahko zgradil. To je ti slovenska mati, ti samo od 40. leta, 1940 pa do danes zgojila toliko dragocenih sinov in hčera, ki so preobrazili in obnovili lik naše domovine. Potem pravi, nadvse ti ljubiš našo mlado, samostojno slovensko domovino. Zato zdaj z možem enakopravna, pripravljaš, dajaš pravo na dobrino. Ko zdrav zarod, zdaj raste tvoje nam krvi. Pravi, čuj ti naša slovenska žena, tvoja nenehna skrb naj bo, naj se nikoli več ne zgodi, da bi naš narod še kdaj svoj zatajil kri, ker bilo za čas okupacije nekateri ženske so zatajili svoje. Da bi naš narod še kdaj svoj zatajil kri, zato zaupanjem prihodnost danes zremo mi, ti žena čuva nam, svobodni bodež ni. Ko mi danes 8. marec slavimo, ker je da druženo sizec klikamo, živenej na mnoga leta, še naše nam žene. Lepa, je? Zelo čudovito. Ja. Se pravi, dan klobuk dol pred vami. Ja. Zdaj mi še pozabil tu pove, na ti ljubiš našo slovensko domovino, da z možem enakopravna pripravljaš, dajaš pravo na dobrino. Zato na oltar polagamo mi ti danes za 8. marec, iskrena sa vočila, za temne hude dni, ki si prehodila. Enkratno. Ja. Boste še zapeli tole slovensko dekle? Ja, lahko. Te pa dajmo. Ja. Slovensko dekle, to me ponos, mi se danes lahko s ponosom oziramo na mlada dekleta. Vse so pridne, hodijo v Maribor, Gosposvetsko cesto, pa nas hodi 3 dekleta tam mimo in se reče, hočem se še nekaj naučiti, hočem postati učiteljica, stari učitelj se preselijo v večnost, ni jih več in so potrebne, ker da učiteljice in učitelj novi in Gosposvetski v Mariboru se ti ljudje v tej hiši maksimalno trudijo, da nam vzgajajo mlade učitelje in učiteljice. Tam je, da bi ti ljudje v Gosposvetski cesti v Mariboru tu bodoče bili tako aktivni, ker da je radi opisovali kandidatke in kandidatke za nove učitelje in ki tam jim daje dragoceno znanje, da bojo kot učitelji in kot učiteljice nadaljevali dragoceno poslanstvo po naših šolah. Po naših šolah, da one, kaj reče, nadežili. Jo, ker stvar je taka, mlad gor rod gor raste,
starejši učitelji preminajo in prav je, da imamo nekaj mladih učiteljev zadaj. Ja, zdaj smo več slovensko dekle. Boste pa zapeli samo za naše gledalce, ne? Predvsem Ja. za ženske. Prav? Ja, kaj so ženske tam? Kaj zapojte? Ja, dobro je. Gre se predvsem za tega, tu so me tudi zadnje, če greš na televizijo, da je tudi deklete kaj zapeti. Ja. Tako, prav je tako. Tisto gre tako, venček na glavice, zablista iz kitice, rožic zeleni, slovensko dekle, to so pa ponavlja, rožic zeleni, slovensko dekle, lilija vrtnica, mila ti šmarnica, tebe ličece krasi, slovensko dekle. Tebe ličece krasi, slovensko dekle. Potem svetli kot svit neba, dva plamena se utrinjata, tvoji koček se, slovensko dekle. Svetli kot svit neba, dva plamena se utrinjata, tvoji koček se, slovensko dekle. Še gre naprej. Kakor vijolični cvet, razveseljuje svet, tak modro ponižno, slovensko dekle. Kakor vijolični cvet, razveseljuje svet, tak modro ponižno, slovensko dekle. Še naprej. Lepo kot angeli, v cvetju nedolžnosti, tak sladko prepeva slovensko dekle. Lepo kot angeli, v cvetju nedolžnosti, tak sladko prepeva slovensko dekle. Še gre naprej. Žlahtno kot tortica, milo kot lunica, sonce dekletje, slovensko dekle. Žlahtno kot tortica, milo kot lunica, sonce dekletje, slovensko dekle. Ena kica še je. Dokler naš slovenski rod bo bival po zemlji tod, še bude slovelo slovensko dekle. Dokler naš slovenski rod bo bival po zemlji tod, še bude slovelo slovensko dekle. Čestitam, gospod Martin, enkratni ste. Jaz mislim, da je gospod Martin nekaj posebnega. Sicer mu zapet oziroma te modrosti ne morem dati, bi mu pa rad podal eno misel, ki jo verjetno v njegovem srcu zelo živa. Kajti ljubezen je sad, zrel za vsak letni čas in ga lahko v vsakem trenutku tudi podarimo na mizo. Pravzaprav je ljubezen tista, ki vas nenehno pelje, ki vam daje moči in upa, ne? Ja, ta prva je bila ljubezen, ker je da eno do staršev, do doma, ko sem pa potem prišel med delavskim sotovarišem, pa se je močno vžgala ljubezen do Prešernove literature. To pa ne odstopam, dokler bom živel, bom rad čital. Ker Prešernova družba je v tisti časi vedno vzgajala svoje člane v duhu ljubezni do domovine in v duhu takrat socialističnega patriotizma, to je ljubezni do domače rodne grude. Tako je. To je čudovito. Zanima me, če so vam ženske všeč, pa zakaj vas ženske vedno sprašujejo, kakšno bo vreme? Tisto, kar ženske sprašujejo, je že to kar lepa nagrada, tudi rad jim povem. Nisem pa nikoli, da bi jaz bil takšen, da bi mogoče imel potem nazaj tistim ženskam prostaške izraze, kot je grdo, kot trni ugled enega znanstvenega. To je grda stvar.
Če Josip Trita pa Gregorčič so imeli srce na pravem mestu, pa Prešern tudi, in če so imeli ti ljudje srce na pravem mestu, dolžen tudi jaz imeti. Ker važno je danes imeti srce na pravem mestu, važno je imeti glav na pravem mestu. Če te nasprotni spol pa ženska kaj vprašaj, da si dolžni lepo odgovoriti. Tudi one se nas spominja, ker mi starejši ne bomo vedno, bo prišla ura, ko smo preselili večno, bo tudi te ženske se nas spominjale. Bodo, ne? Ja, tako je. Ker s tem, ker mi živimo na svetu, si ustvarjamo svojo lepo zgodovino. Svoje lepo zgodovine. Mi si moramo sami prizadevati, da zgodovina našega življenja ne bo umazana, da bo čista kot kristal, čista kot sončni žarek, ki nas obžareva. Kaj imate toti ljudje, mislim, radenske? Bomo potem... Zdaj ni treba, zdaj ti kar daj. Bomo potem lepo nazdravila, tako kot je treba. Ja, seveda, ti kar daj, gremo naprej. Gremo naprej, čas teče. Glejte, vi imate zelo radi tudi svoj Radio Izrael. Se spomnite tistih prvih otroških knjig v Radio Izraelu? Ste verjetno tudi pasli živino. To je bilo verjetno dolgo nazaj, ne? Ja. Kako je bilo takrat? Ja, lepo je bilo takrat. Smo imeli res 3 krave in smo mogli zelo poleti pa gledati, da smo skupaj tako se na. Ja, zelo lepo pa je, da sem čuval krave, da okrog njih hodil se gor v Nemčiji, ko sem bil v tistem logarju, da sem z logarja 45 leta ven šel, in potem še nisem mogel domov, ker so bile tiste prometne zveze vse zaprte. Koliko časa ste pa bili v logarju? Ja, v logarju sem bil tako od 44 leta v jeseni do 45 leta spomladi. In sem potem tam pri kmetih, tudi čuval krave. Tudi. Tam je bilo, da smo imeli hrano čisto brez skrbi, prenočišče tudi brez skrbi, da smo lahko tam prebivali, samo plačila pa ni bilo nič. Dočim pa v logarju? Hrana je pa bilo dosti. V logarju je bilo? Kmetih. A v logarju smo pa Bogu živeli. Tam je bil pa verjetno taki posebni režim, ne? Ja, posebni režim. Tam ste verjetno tudi dosti hudega dali skozi. Ja. Tiho smo pa mogli biti. Ti Bog ne daj, da bi kdo proti Hitleru kaj govoril. Potem so pa kmeti prišli 45 leta, tam so se pa že ljudje šimpali Hitler, so rekli, verfluchte Hitler, da me prokleti Hitler, da toliko ljudi padlo v koncentracijskem taborišču. Ja. No, tam to je že bilo potem po vojni. Ja. In sem potem tako dolgo bil, da potem se kmetov gore, tako dolgo, dokaj se niso 47 leta prometne razmere uredile, ne, in da je bilo počasi pisal, oni so bili SRG še Volksstimme, to je bil avstrijski komunistični časopis. In tam so rekli, kdor želi, da se lahko javi v Lincu, imamo veliko taborišče, če je kdo od Jugoslovanov tukaj, se lahko potem gre z našim transportom domov. Potem je tista... To je bil verjetno najlepši trenutek za vas? Ja. Ker sem kaj zaprosil, da ono s neko tu celo življenje ne bom pri vas biti, da kidat pa dojiti, pa to pa ono, vse tudi tiste delo. Jaz je bilo res dovolj, da to, da meni je le domača rodna gruda, pa ljubeči starši, vleči v Sloveniji nazaj. Lepo. Starši so še takrat živeli, a ne? So še živeli. Oče so me objeli, mate so me celo poljubili. To je bilo 20. februarja 1900, ja. No, se ni leto. Ja. Glejte, to se pravi, ste zelo ponosni na svoje starše, a ne? Mislim, da ja, ponosen sem za tega, ker ko sem tanke gore bil, da pa tiste kmete so stalno pošiljali pisma in so me bodrili. Čez, dragi Tinček, čeprav se nahajaš daleč stran od slovenske domovine, ne bodi potrd, ne bodi žalosten, da prišel bo čas, ko se bojo prometne razmere tudi Avstrijo uredili, ko boš lahko s transportom prišel v Slovenijo. In ko sem prišel tu v Slovenijo, smo se pelali čez en taki tunel, ki ima 10 km pa pol dolg. In ko smo prišli z tunela ven, smo prišli tam tu na mesto, že takrat imeli organizirano juhe, pa smo lahko nekaj jeli, Rdeči križ pa tak. In da smo lahko tudi tiste 4 dni tudi tam prespali.
Zakaj sem rekel, domovina mati ljubljena, leti se kako zdravje. Ja, samo so potem, preko smo pa šli domov, so miličiki prišli in ti miličiki so rekli, odkot smo doma. Nas je bilo 6 pubecov, 6 fantov nas je bilo. In teh 6 fantov smo bili z mariborskega okoliša, 6-7 fantov. In smo mogli strogo se držati teh 2 miličikov, ne, smo imeli od Jesenic pa do Maribora brezplačno vožnjo in so nas potem vodili, ker sekretarom mestnega komiteta partije tukaj v Mariboru, da nam je potem vršil tam predavanje, kako se moramo obnašati v mladi socialistični družbi. Ja, gospod Martin, odkje ste jemali voljo pa željo do življenja? Ali je to bilo v vas, že to je rojeno? V meni je bilo, znanci in prijatelji so me vedno spodbujali, pa tudi domači, ne kloni. Največ me pa spodbuja tudi Sončji žari, ali pa partizanska pesem, ki smo jo takrat slišali. Ja. Ja, čudovito je bilo kramljati z vami. Ja, ja. Škoda, da je ta časovni stroj ura, kot vi velikokrat rečete, tisti, ki... Kaj bi še morda rad, ko slišal popevko Mati piše pismo. Pa dajte, no. To je prav. Torej, ko grem jaz tja prej, in ko se tistega našega Holmca ozirem tja prej, gledam, vedno mi je pred očmi, grob Tajcev. In mi pride potem na misel, ne morem iz tega, kako da ne bi zapiskal, pa zapel pesem Mati piše pismo belo. Mati piše pismo belo, sin si živ ne pišeš nič, pismo v štajersko deželo, klunčku ne se drobem tič, se ponavlja, tem pa je bolj počasi. Pismo v štajersko deželo, klunčku ne se drobem tič, tam se drobem tič ustavi, belo pisem izpod sti, tam v zelenem tihem gaju, na grobu tiho govori. Zanimiva je, tam še enkrat podaj, da ne bo tu packal, misli. Tam se droben tič ustavi, pismo belo izpod sti, tam v zelenem tihem gaju, na grobu tiho govori. Recite mamici ljubljeni, da mi je prav dobro tu, da naj še ona pride k meni, ker jaz ne morem več domov. Da naj še ona pride k meni, ker jaz ne pridem več domov. Še ena kitica je, mati čaka, plaka, čaka, kam si ti ptiček droben šel, ptiček droben pa zaplaka, se na veji ni več živ. Ptiček droben pa zaplaka, se na veji ni več živ. Ena kitica je, tam, kjer temni so pogozdi, tam, kjer cesta belih hiš, tam v zelenem tihem gaju, tam stoji na grobu križ. Še ponavlja. Tam, kjer temni so pogozdi, tam, kjer cesta belih hiš, tam v zelenem tihem gaju, tam stoji na grobu križ. Ena kitica še je. Vsako leto bom jaz grob venčal, da ne boš tak ležal čisto sam, se padel za našo si svobodo, ti naš hrabri partizan. Vsako leto grob bom venčal, da ne boš tak ležal čisto sam, se padel za našo si svobodo, ti naš hrabri partizan. Ja, čudovito, gospod Martin. Ja, ker se bliža konec oddaje, bi še mogoče kakšno sklepno misel kakšnim mlajšim gledalcem podali, oziroma katere vrednote naj gojijo v življenju? Ja. Na kratko. Vrednote naj gojijo to, kako vedno pravi, najlepši biser. To velja za mlade boje, najlepši biser našega plemenitega človeškega srca sta cvetki dve, to je čist značaj in poštenje. Ko se bo vse srci narodov sveta res skril takšno prerojenje, sej takrat na svetu več ne bo gorja in ne solza.
Ja, gospod Martin, jaz se vam najtopleje zahvaljujem. Grški Modrijan je rekel tako, da prijateljstvo med narodi, da je tisto, ki gradi in združuje elemente. Sovraštvo je pa razkraja. Torej, da bo še te počakal, da bi tisto, kar sem jaz na radijski oddaji v naši skrivnici povedal. Pa kar dajte. Tam pomladna je bolj. Tam pravi, tali se let tali, vendar bi še strah navdaja. Ni mnogo še ljubezni med ljudmi, tako ni vidno tajno se ta svet poraja. Pravi, tali se let tali, pomladni veter že pridja, toplejši že postaja sončeci, srce je našlo pot že do srca. Ko so takovani zbirali državniki v neuvrščenih dežel, takrat je srce našlo pot do srca, ko je Tito vodil neuvrščeno politiko. Teda mimo ostavijo pa spomin. Kje pa zdaj najde v naši lepi slovenski deželi pot do srca? Kje najdemo mi pot do srca? Če gremo na radijsko delavnico, ki vodi naslovni Petelnišek. Lepo, čudovito. Ja. Gospod Martin, jaz se vam najtopleje zahvaljujem za obisk v našem studiu v imenu naših cenjenih gledalcev in gledalk in tudi v svojem imenu in imenu naše televizije. Želim vam še veliko zdravja, sreče in veliko let. Predvsem pa zdravja. Predvsem zdravja in Bog daj, da bo tako. Pa tudi veliko razumevanje sosedi. Poglej, jaz tukaj dole, kot ima moje hiško, že od 6. leta živim. 1962 leta sem to hiško zgradil s pomočjo sestre. S pomočjo sestre. Ker ona sama rekla, da sam se ne boš mogel prebijati skozi življenje. Tisti denar, ki pa v službi dobil, da bo zelo skromno, se ne boš mogel preživljati kako družino. Daj ga meni in sem zgradila hiško, pa bo šlo. In s njo bogal. Ja. Ja, najlepše, gospod Martin. Gospoda Martina... Ja, čuj, še ena je iz Slivniške radijske oddaje, je še ena o tej združitvi, o onem... Ja, tam pravi, iz bolečin in trpljenja v združitvi Evrope se je rodila naša mlada slovenska domovina. Pravi, dobrih 15 let je poteklo takrat. Sadove zares bogate bo obrodilo, ko postal bo človek sočlovekov pravi brat. Sedaj zastave v čistem soncu bodo zavihrale, se pesem svobode, tače kot imamo mi, bo širila v svet in ko sile narodov ljubezni, srce bodo nekoč zbrale na svetu, te naše mlade samostojne slovenske domovine, bo ta najdražji cvet. In kaj pravi zadnja kitica? Vse strune, isto pesem bodo zaigrale, odmevali v svet bo brez meja. Le svetlim ciljem vseh nas želje bodo vdale, med narodi takrat več ne bo gorja in ne solza. Zadnjo ki še enkrat ponovim, vse sile isto pesem bodo zaigrale, odmevalo v svet bo brez meja. Le svetlim ciljem vseh nas želje bodo vdale, med narodi takrat več ne bo gorja in ne solza. Ja, hvala lepa. Žal naj čas preganja, še vas bo treba še enkrat povabiti v studio, pa bomo še takrat nadaljevala tole zadevo. Najlepše hvala iz srca. Gospodu Martinu se tudi naša televizija najtopleje zahvaljuje. Gospoda Martina lahko tudi pokličete na telefonsko številko, ki jo pa lahko tudi izdamo. Oziroma bomo jo napisali gor na ekran. Številka je 051 202 447 in boste rade volje vsakemu, kar bo želel, vprašal in povedal, bo tam še več. Lahko tudi pridejo, če mogoče za kakšnim kombejom, televizijskim kombejem, pa radijskim kombejem, na zdaj politika čas. In prinesaj sabo, če je mogoče magnetofon. Naj ne bo žal za kasetofon ali pa magnetofon, ker je lahko marsikaj povedal. Tako, hvala lepa. Še nikoli ni človeštvo tako kot v sodobnem svetu razpolagalo z sredstvi, možnostmi, da se prilagajajo celo najbolj surovim klimatskim razmeram. A kljub temu škoda, ki jo človeštvo utrpi zaradi ekstremnih vremenskih podnebnih razmer. Iz leta v leto vrtoglavo narašča, kaj je pravzaprav vzrok? Prevelika objesnost in malomarnost odnos do naravnih dobrin, kot je naše okolje. Lažni občutek premoči nad naravo, ki sta nam ponudili sodobna tehnologija in hiter razvoj znanosti v zadnjih desetletjih.
Prav moderna tehnologija je tista, ki nam je omogočila, da smo v zrak začeli spuščati vse večje količine plinov, ki v naravi skrbijo za toplovodno neravnovesje ozračja. Plini tople grede nam omogočajo razmeroma lagodno življenje in na zemeljski površini, a človek je v zadnjih nekaj desetletjih pomembno zvišal njihovo koncentracijo. Dodal je tudi nekatere spojine, ki jih v naravi ni, imajo pa dolgo življenjsko dobo in ogrožajo tisti zaščitni ozonski sloj zemeljske atmosfere. Zadnji sem te lepo govoril, kako je nekoč ostala naša atmosfera, je? Zelo lepo, ja. Ki nas pravzaprav varuje pred UV žarki. Ja. Poznajo kot ozonsko luknjo. Raziskave klimatskih sprememb so postale ena izmed najbolj pomembnih sodobnih aplikacij klimatskih podatkov. Največ izzivov je ločiti med spremembami, ki so posledica človekove dejavnosti, in naravnimi klimatskimi spremembami. Znanstveniki, politiki, javnost so se nenadoma začeli zavedati, da se nam razsipno trošenje energije, onesnaženje okolja lahko tudi maščuje. Svetovna meteorološka organizacija je bila prva, ki je sprožila znanstveno diskusijo in naredila organizirane korake k osveščanju svetovnih politikov in javnosti. Plod teh prizadevanj pa je bila ustanovitev medvladnega odbora za klimatske spremembe. Pod njegovim okriljem je najvplivnejši svetovni znanstveniki ocenjujejo klimatske razmere, predvidevajo, kakšne klimatske spremembe nam bodo prenesla naslednja desetletja. Poskušajo razložiti, kaj vse vpliva na klimatske spremembe in na kakšna je tale velika ogroženost zaradi njih oziroma njihove posledice. Prosim, prizadevajte si ohraniti naravo našim rodovom. Verjemite, zelo hvaležni nam bodo tudi naši potomci. Naši potomci tudi. Dragi gledalci, hvala za tako obilno pošto in sodelovanje v naši domači oddaji Pot poti. Čez poletje se poslavljamo. Želim vam, da preživite počitnice in da si naberete novih moči za naprej. Naj vam televizija Moj TV prinaša veliko pozitivne energije, vedrine, veselja in vstopa v vaše domove in srca. Za konec bi prebral še pesem, ki jo je napisala naša mlajša gledalka Branka, ki pa jo posvečamo gospodu Martinu. Ko bi jaz leteti znala, bi vsako noč pri tebi stala. Ker pa tega jaz ne znam, boš pa moral spati sam. Angeli smo, ale z enim krilom. Če hočemo poleteti, se moramo objeti. Poljubček, pozdravček, skozi strgan rokavček, rokavček obrni, poljubček pa vrni. Bleda luna, tiha noč, vsem vam lahko noč. Hvala lepa, Branka, in piši še nam naprej. Hvala za vse pesmi, žal pa tudi vseh se ni dalo objaviti. Vse dobro čez poletje, v jeseni se zopet vidimo. Vse dobro vam želi vaš gostitelj Albin. Nasvidenje, čau, čau. Ja, lepo je to. Tudi ti si se potrudil, da si lepo prečital dol. S tvojim plemenitim moškim srcem se trudiš, seveda. Nasvidenje, lepo pozdravljeni.